Protikorupcijska komisija je uvedla preiskavo zoper premierja Roberta Goloba zaradi sumov kršitve integritete, ker je nekdanji ministrici Tatjani Bobnar naročil, naj policijo očisti janšistov. Iz Golobovega kabineta so sporočili, da bo predstavil vsa relevantna dejstva in s tem ovrgel vse sume. Neuradno naj bi povedal, da je sporne izjave izrekla neznana oseba, ki mu je ukradla identiteto. Kronska priča naj bi bil njegov frizer. Slovenska reprezentanca se je zmago nad Kazahstanom uvrstila na Evropsko nogometno prvenstvo, ki bo prihodnje poletje v Nemčiji. Pravi poraženci večera pa niso bili Kazahstanci, ampak Hrvati, ki slovenskih turistov prihodnje leto ne bojo videli, ker bojo vsi v Nemčiji. Podjetje SpaceX Elona Muska je drugič testno izstrelilo raketo Starship. Tokrat jim je šlo bolje kot aprila. Vsaj za nekaj časa. Incredible views of our Super Heavy booster. And as you can see, the Super Heavy booster has just experienced a rapid, unscheduled disassembly. Tokrat je raketo razneslo šele po 10 minutah, prvič pa že po 4. Očitno je Elon Musk še vedno mojster predčasne ejakulacije. Mal me spominja na slovenske vlade. Eni bo ratal 4 leta zdržati, jaz vam povem. Nekoč, nekje. V Argentini, ki jo pretresa huda gospodarska kriza, je na predsedniških volitvah zmagal skrajno desni populist Javier Milei. Med drugim je napovedal uvedbo ameriškega dolarja za nacionalno valuto, ukinitev centralne banke in občutno znižanje socialnih transferjev. Milei, znan tudi kot El Loco, pa je to pomeni norec, ne vem, Loco, trdi, da so podnebne spremembe socialistična zarota, papeža Frančiška pa je razglasil za komunista. Ekipa Donalda Trumpa že prepisuje njegov program. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.